Jutri je svetovni dan medčloveške solidarnosti in danes na predvečer tega dneva je odličen trenutek, da spregovorimo iskreno o odnosih. Odnosi so tisto, kar iz nas dela ljudi. Nenehno smo vpeti v najrazličnejše odnose, zakonske, partnerske, starševske, službene, medsosedske in medčloveške. In tukaj se poraja tudi največ težav in največ sreče med ljudmi. In zato smo danes povabili Melito Kuhar, ki že nekaj let vodi odlične svetovalnice, kjer ljudem pomaga iskreno se dotakniti in izboljšati njihove odnose. Danes pa z veseljem pozdravljamo tudi Melito Kuhar, socialno pedagoginjo in socialno delavko, ki že dobro desetletje vodi svetovanja na področju partnerskih odnosov in vzgoje. Izdala si 5 knjig. Tako. Jaz sem z užitkom, pa malce boleče tudi prebrala tisto Iskreno o družinskih odnosih. Izdala si pa tudi Iskreno o partnerstvu, o vzgoji in najstnikih, o intimnosti in osebni rasti. Tako. Vprašanja za tebe smo pravzaprav nabrali med našo publiko in dobili smo jih kar veliko. To je res tema, ki bo vedno aktualna, in če lahko na pozitivni psihologiji vsaj malo pripomoremo, smo zato zelo veseli. Vprašanja publike, in najlepša hvala vsem, ki ste jih prispevali, sem razporedila po istem sklopu, kot so tvoje knjige. Največ jih je bilo o partnerstvu in tudi ti si v napovedniku svojega predavanja govorila, da nam boš povedala, kako vzpostaviti zdrav odnos do partnerstva. In ena od naših poslušalk je vprašala, kaj pa vi pravzaprav razumete kot zdrav partnerski odnos. Ali mislite, da je prav, da partnerju povemo popolnoma vse? Ali menite, da je potrebno nekatere stvari zadržati zase? Ja, izjemno dobro vprašanje in pravzaprav podobno vprašanje tudi dobivam od mojih strank. Melita, kaj pa je to za tebe zdrav partnerski odnos? Predvsem, kaj to pomeni? Pomeni medsebojno spoštovanje. Marsikdo me tudi malo čudno pogleda pa reče, kako, kaj pa ljubezen? Ja, rečem tudi, je pomembna, je lepilo, je tista neka naša namera čustvena, da delimo svoje življenje z nekom drugim. Predvsem je pomembno spoštovanje tega, da smo različni, da prihajamo iz različnih primarnih družin, da smo mi kot osebnosti različni. In predvsem tisto, kar zagotovo vsi pari vemo, je, da naš jezik izražanja, sprejemanja informacij in kako jih mi procesiramo, je popolnoma različen tako pri moških in kot pri ženskah. Zato je naslednja izjemno pomembna element je ta, da se pogovarjamo. Se pravi, tukaj z eno besedo rečem komunikacija. In če odgovorim na vprašanje naše gledalke, namreč ali povedati vse ali ne, je seveda pomembno, da smo iskreni. Mene to marsikdaj vprašajo, ali naj res vse povem, pa rečem to, jaz nimam tukaj recepta, da rečem, ja, seveda vse je treba povedati, ali pa nekaj zamučimo. Jaz sem tukaj predvsem pristaš tega, da iskreno povemo svoje čustveno stanje, svoje razmišljanja, svoje občutke in da pri tem kultivira par, se pravi tako partner kot partnerka, sprejemanje tega, da če tudi se ne strinjamo, da nič hudega, smo različni. In ravno to spoštovanje različnosti menim, da je osnovna esenca tega, da se začenjamo bolj spoštljivo razumevati in če tudi se kdaj ne strinjamo, se pač mora biti kdaj zmenimo, da se ne strinjamo. Pri tem je izjemno pomembno dejansko, da smo sodelujoči. Jaz mojim parom razlagam, se včasih se smejejo, jaz pa tudi zraven, da pač naj si probate zamisliti, da oba sedita v istem čolnu. Se pravi, kam veslata? Veslata oba naprej, ali eden naprej, en nazaj, ali malo levo, malo desno. In prav ta poravnanost, ta želja skupaj nekako uspešno voditi partnerski odnos, je tudi tisto vodilo, da lahko se partnera, tudi ko sta včasih utrujena, ne samo od službe, tudi do odnosa, tudi od enega drugega, tudi od tega, zakaj moram njemu neprestano nekaj dokazovati, zakaj on meni kar naprej in isto govori, se dostikrat ujamemo, da se ne razumemo. Mi se že slišimo z ušeski pa z možgani, vendar ne razumemo, kaj nam naš dragi ali draga razlaga. Zaradi tega je tudi res potrebno, da smo sočutni,
tudi potrpežljivi, tudi da kdaj povemo, jaz tega ne razumem. In smo iskreni. Ki piše, da mi moramo enolično razumeti sporočila nekoga, ki je seveda drugačen od nas. In iskanje enih takih srednjih poti in neke solidarnosti, tudi do tega, ko imamo šibke trenutke, izjemnega pomena za zdrav partnerski odnos, o čemer seveda tudi veliko pišem v moji prvi knjigi Iskreno o partnerstvu. Lepo si se navezala že na naslednje vprašanje, čeprav ga sploh nisi poznala. Namreč naslednja poslušalka je rekla takole: imam odprt, iskren in varen partnerski odnos. Najina šibka točka pa je, da se on v konfliktu, ko pride do njegove rane, odmakne in sam predeluje in ne dovoli, da bi se o tem globje pogovarjala. Tudi kasneje ne. Sama pa bi si to prav neizmerno želela. Kako v teh najinih popolnoma različnih potrebah najti kompromis? Ja, odlično. Tukaj enoličnega oziroma enoznačnega odgovora ne bomo iskali, ker Gospod ima zagotovo neko svojo čustveno rano in vsak od nas naše čustvene rane drugače predeluje. Nekateri gremo v jok, v izražanje naših čustvenih stanj, želimo vse povedati vsakemu, ki ga srečamo, kaj nas bremeni. Nekateri, tako kot Gospod, in tudi jaz opažam mnogo moških, dejansko se zapre v svojo čustveno jamo, se pravi, pusti me na miru, jaz to potrebujem mir, da predelam, prosim, to spoštuj. Gospa je čustveno vpletena z njim in on z njo, morebiti ne želi, kaj pa vem, prizadeti. Morebiti je ocenil, da ga ne bo razumela na podlagi nekih njenih, mogoče povprejšnjih ali pa kdaj v preteklosti izraženih mnenj, sodb ali stavkov. In spričo tega meni oziroma se rajše zavleče v neko svojo jamo in tam predeluje oziroma razmišlja, kako lahko, potem ko bo predelal, pristopi in pove, kaj ga muči. Ker namreč dejstvo je, da moški drugače oziroma na drugačen način čustvujejo oziroma izražajo svoje čustvena stanja. Bodisi, da je to ostalina seveda toliko in toliko tisočletij drugačnega pristopa k temu, kaj moški je, vzgoje, se vemo še sedaj. Marsikdo različno vzgaja tako fantke kot punčke in kaj jim je dovoljeno glede izražanja njihovih čustev. In zaradi tega svetujem gospe, da je razumevajoča, potrpežljiva in da je pač nek določen segment, ki ga očitno Gospod želi obdržati zase in s tem ni nič narobe. Zaradi tega naj se ne počuti ogroženo, da je kaj narobe. Enostavno naj pove, da bi mu želela prisluhniti, pomagati, ampak naj spoštuje tudi njegov, rečemo, odmik. Dobro, jaz se zdaj tukaj počutim, kot da že svetujem in mi je v čast in hvala. Podobno je tudi naslednje vprašanje. Napisala: opažam, da ima partner ogromno prepričanj in vzorcev iz primarne družine, s katerimi se ne želi soočiti. Njegovo soočanje z mano, kadar pride do prepira, nesoglasja, je beg, kot si pravkar omenila recimo. Ja. Takrat se zapre in ne komunicira, nikoli niti za nazaj. Kot kaže, je to res pogosta zadeva. Pomete pod predpražnik in ne želi iti v to zadevo. Krivi mene za vse in ostaja v coni udobja. Sem tik pred tem, da končam tak odnos, ker je to zgolj trpljenje. Kaj ti meniš, kako vedeti, kdaj je čas za odhod? Takrat, ko izčrpamo dejansko vsa sredstva, ki so na voljo, in dejansko, ko vemo, da smo vse potrudili, vsak svoje strani, da smo res dali vse od sebe, da smo poiskali, naprimer, strokovnjake, kot sem jaz, da tudi na miren in sočuten način povedali, ampak nekje običajno pride do točke, ko dozorimo v zavedanju, da tako ne gre več naprej. Vendar jaz tukaj vedno svetujem ne preuranjeno in ne prehitro sklepati nekih lastnih odločitev, ki bojo morebiti kasneje v veliko obžalovanje. Kajti v svetovalnici pogosto dobim stranki, ki so se prehitro odločile za ločitev, spričo zelo podobnih scenarijev partnerskih, in ne morem povedati, kako težka je čustvena obremenitev osebe, ki je spoznala, seveda malce kasneje, da se mora biti res preuranjeno odločila za razhod. In potoči zvonite prepozno, to vsi vemo.
In zaradi tega vedno rečem, ja, je težka situacija. Mi našega partnera, ki je v takšnem globokem stanju prepričanja lastnih vizij, ne moremo prepričevati, da nima prav ali da se mi z njim ne strinjamo. On ima pravico do njegovega lastnega vedenja in izražanja tega, kar pač je on v primarni družini nekako dobil oziroma tudi skozi odraščanje razvil. In zelo težko je sprejeti zavedanje, da mi ne moremo spreminjati našega partnerja. Lahko, in jaz vedno rečem, dolžni pa smo se izražati, kaj potrebujem, če se ne maram, kaj me moti, kaj me boli, kaj želim. Katera so tista polja, ki enostavno, čez katera ne morem iti. In ko so vsi ti elementi izčrpani in tudi mogoče neko svetovalno delo, da ste ga dala čez, potem lahko brez slabe vesti rečemo, dobro, dala sem vse od sebe, ne gre več naprej. Navezujem se kar na naslednje vprašanje. Namreč tako piše, gospod ali gospa, ne vemo, da po 30 letih ne najdete več skupnega jezika. Dobesedno se v najpomembnejših stvarih ne razumeta in sta v razhodu. Sprašuje, ali ima terapija kakšen smisel in kdaj oziroma kako ugotoviti, če ga ima. Kot prvo je treba priti na terapijo oziroma svetovanje, namreč se izvaja svetovalni proces, kjer nekako pod mojim budnim vodstvom, strokovnim in nevtralnim, pozovem in enega in drugega, da meni povesta, kaj se jima dogaja. Namreč absolutno lahko vemo in razumemo, da vsak od partnerjev ima popolnoma svoje videnje, lastno videnje, njegove plati partnerskega odnosa in moram povedati, da so ta scenariji, kako mi vidimo sebe v partnerskem odnosu in njegovi, so včasih tako neverjetno različni, kot da bi naključno dva človeka, ne vem, iz ulice potegnila pa jih dala na kavč v moji svetovalnici sedeti. In včasih, ko vprašam marsikatero direktno vprašanje, vidim, kako me zabodeno pogledata, kajti prvič v življenju ali pa v času njunega partnerskega odnosa začenjate doumevati, da to, kar sta toliko in toliko, naprimer 30 let, nekako bila vsak v nekem svojem tunelnem vidu, da mogoče to ni točno tako. Se pravi, nič ne zgubita, če prijete na en strokovno voden pogovor. Kaj ti dogaja se, ko meni razlagata, drug sliši. Ko drug pove svojo plat zgodbe, meni, seveda z nekimi vodenimi vprašanji in tako naprej, sliši drug partner. In dostikrat opazim, da šele takrat se začneta začudeno spogledovati, ampak jaz to prvič slišim. Zakaj mi tega nisi prej povedal? Pa naprimer reče, pa se jaz ti to govorim že 5 let. In potem šele se začenja krhati njuna tista že z leti zgrajena lupina obrambnih mehanizmov. To je pač namreč nekako bistvo obiska pri strokovnjaku. Potem greva kar naprej in je še zmeraj podobna zgodba. Torej, ali je za partnerstvo res dovolj navezanost oziroma ali je strah pred samoto res dovolj velik razlog za nadaljevanje zveze? Že dolgo ni več zaljubljenosti, ljubezni pa tudi ne. Večina ljudi v drugi polovici življenja ostaja v teh razmerjih, ker jih je strah novega, samota, finance so manjše in se sprašuje, ali res ne obstaja tudi po dolgih letih in družini nič drugega. Ja, to bo pa vsak od nas, vsak od takole nesrečnih partnerjev se naj poglobi sam v sebe. Če ga je strah biti sam, strah po dolgih letih nekega nesrečnega zakona oziroma partnerskega odnosa, res strah in ne zna biti sam. Oziroma, velikokrat tudi slišim, Melita, se veš, da se ne moramo ločiti, kaj bojo pa drugi rekli, kar absolutno meni izjemno bizaren stavek, ampak veliko parov mi tudi to pove. In reči vztraja v neki nezdravi zvezi, kot da bi se soočili z posledicami tudi morebitnega razhoda. Seveda, vsak razhod ima svoje posledice in tudi opaža marsikdo, ki se želi ad hoc ločiti, se sploh ne zaveda, da tudi čustvena bremena in vse tisto, kar je bilo pod preprogo pometeno, pride za njimi, ko so ločeni. Se pravi, ali ostajati skupaj na silo iz nekih razlogov, strahov, financ, kaj bodo drugi rekli, otrok, vnukov in tako naprej, to je individualno vprašanje vsakega para posebej.
Jaz zato ne želim kar počez dajati receptov, ker bi bilo to zelo krivično. Predvsem je pomembno, da se priznamo, ali jaz še zmorem v eni taki prazni zvezi živeti, ali se upam iti narazen in oblikovati neko skozi seveda osebno rast po razhodu in skozi proces žalovanja najti neko svojo novo vsebino, nek nov imperativ, zaradi katerega želim naprej se razvijati, živeti, pa če tudi ločeno. Tako da neke enovite strategije, kaj v takem primeru narediti ni, tudi nobena čarobna palčka ne pomaga, pomaga pa to, da smo iskreni do sebe. Kaj potrebujem, česa pa res ne želim in nočem več. In se že lahko naveževa na naslednje vprašanje. Oseba je napisala takole: kdaj izbrati potrpežljivost ob dejanju partnerja, ki te špikne ravno na občutljivem področju, in kdaj se brezpogojno postaviti zase? Odvisno, zakaj gre, katere so tiste vrednote in stališče, od katerih ne odstopamo. Jaz vedno rečem, so določene tematike oziroma polja, v katerih se lahko nonšalantno pogovarjamo, nimajo nekega velikega vpliva na našo skupno življenje, so tematike, so področja, sploh kjer smo zelo čustveno vpleteni ali nas naše ego stanje sili k temu, da mora biti po naše in partnerjev mora biti po njegovo, se pravi vsak vleče k sebi, tukaj ni stičnih točk, ne več. In kje je zdaj tista točka preloma, to je potrebno kar skozi neko iskreno introspekcijo ugotoviti, kaj bomo zdaj, bom padala na vsako foro, ki mi jo moj dragi da, ali se dajmo zdaj pogovoriti, kaj je tisto, kjer so lahko kompromisi, kjer se lahko pogovoriva in ni zaradi tega konec sveta, ali bom pa vedno vztrajala na svojem, on pa na svojem. Najlepša hvala. Melita Kuhar je danes z nami iz svetovalnice. In še nekaj imamo takih vprašanj, kjer bi bili hvaležni za tvojo iskrenost. Naprimer, kaj meniš? Ali je možno uspešno partnerstvo med dvema, pri čemer je eden zelo delovno, karierno naravnan, drugi pa je poln izgovorov, zakaj si ne bi poiskal službe in kratko malo ves čas nekaj muti. Gre pa v mojem primeru za dva, ki sva stara čez 35 let. Se pravi, eden od njiju verjetno gospa dela in je odgovorna do recimo pridobivanja denarnih sredstev, drugi pa nekako nima muti. Ja. Torej, kje je tukaj presečna množica? Kje je tisto, kjer ona dva lahko funkcionirata? Če je venomer na tapeti pregovarjanje, najdi si službo, prinesi kakšen denar domov, kako bomo pa živeli, in se tako en in drug nahajata v enem takem začaranem, včasih rahlo, mogoče tudi odvisniškem odnosu, te bolečine in tega, da pač enostavno ne želite na en drug popustiti. A je tukaj spet kakšna srednja točka, ki bi jo združevala? Mora biti, midve ne veva, ampak čarobne palčke tudi tukaj ni. Se pravi, nekoga, tukaj nastaja spet en problem, ker vidim, da mnogi ljudje težko absorbirajo, namreč nikogar ne moreš v nič prisiliti. To je koncept, ki ga vedno znova povem in ponazorim z enim takim smešnim primerom, seveda. Pravim, no, pa dajte vi zdaj mene prisili, da jaz tukaj naredim, ne vem, 5 sklec, ki še komaj na fitnessu naredim. Pa me tako gledajo, pač, ja, ne morem, se kaj točno to. Če jaz nočem, ta trenutek, 5 sklec tukaj narediti pred vami, me ne morete v to prisiliti. Enako, ne morete prisiliti ne partnera, ne otroka, ne sodelavcev, nič, če sam noče. Pomembno pa je povedati, mene to boli, jaz želim drugače, kaj lahko ti narediš na svoji strani, svojih 50% odnosa, da mi prideš nasproti, jaz se bom pa potrudila, da tudi tvoje argumente slišim oziroma razumem. Imamo pa zdaj vprašanje gospe, ki se že zaveda, da ne more prisiliti. Dobro. In je postavila vprašanje tako: kako tolerirati moža, ki se ne spreminja sam od sebe, ki meni, da je njegov način komuniciranja pravi, ki ne bere, se ne pogovarja sproščeno, njegov način ni njen način komuniciranja. Torej, kako obdržati medsebojno spoštljivo komunikacijo, tudi zaradi tega, ker sta s tem in vzgled in govorni vzorec njunim 3 najstnikom. Seveda. Tukaj s čarobno palčko absolutno spet bom to uporabila.
ne bomo nič rešili. Gospod se ne bo spremenil, gospa bi rada spremembe, torej ali se ona sprijazni ali pa enostavno poišče drugo rešitev. Seveda, skozi nek proces dozorevanja odločitve, da prevzame tudi odgovornost za to, da in v enem in v drugem primeru, kaj to pomeni za njo in za otroke. Ker namreč, če gospodu ne more dopovedati, kaj vseeno bi želela in ga prosi, in on ne želi. Je pa tudi res, da verjetno je tudi gospod kdaj njo kaj prosil oziroma ji pokazal ali želel, da je tudi ona kaj drugače spremeni, pa zna biti dostikrat, kar se izkaže pri mojem svetovalnem delu, da ga sploh ni upoštevala, sploh ni slišala. Tako da je še enkrat, vsak na svojih 50% masla na glavi, da prihaja potem do enih takih zapletenih, medsebojnih, neslišanih, neskomuniciranih, srečnih odnosnosti. Je pa zadnjič rekla Anka Patru, da če je eden dlje časa zavrnjen, potem bo drugi slej ko prej slišal lepe besede od tretje osebe. Tako. In tukaj imamo zdaj vprašanje, če te partner večkrat prevara, ali lahko vseeno nadaljuješ razmerje, ali pa prevari po vašem mnenju nujno sledi razhod? Ne, absolutno ne. Ne. Nujno ne, ki pa pravzaprav večina mojih parov, ki me obišče, pride zaradi tega, ker je eden ali drug partner prevaral in želijo ostati skupaj. In se zavedajo, da je bila prevara dejansko en alarm, en red flag, da nekaj v njunem odnosu ni v redu, da se ne slišita, da en mimo drugega živita, skrbita za familijo, za otroke, za položnice, za špezo, da je hladilnik poln in tako naprej. Ampak dejansko tako eden od njiju je morebiti posvečal premalo pozornosti, na vse zadnje tudi neke intime, na drugačen način se je morebiti izražal in druga stran enostavno dobi neko pozornost, nek kompliment. Drugje, moram tudi iskreno povedati, k meni pride več parov, ko je gospa, se pravi ženska stran, prevarala gospoda, se pravi partnerja, in pravzaprav oba mi rečeta, ne, mi so tukaj zato, ker želiva obdržati zakon, najino zvezo, vendar se zavedava, da morava veliko delati na ponovni vzpostavitvi bolj zdravega odnosa in absolutno tudi bolj čuječe, bolj kvalitetne komunikacije. Hvala ti. Zdaj so že začeli odpirati tvojo naslednjo knjigo Iskreno o intimnosti. Ja? In Intimnost, nadaljujeva ja. z intimnimi vprašanji. Kako partnerju razložiti, da odklonitev spolnega odnosa ne pomeni zavrnitve njega kot takega, ampak da je preprosto res preveč utrujena od dneva. 3 otroci, služba, dom in na spolnost preprosto ne pomisli. On tega ne verjame, ker po njegovem ni možno, da si ženska ne bi želela spolnosti. To je spet to, kako ženske in moški govorimo različne jezike tudi v intimnosti oziroma v seksu. Takih zgodb je seveda večina, s katerimi se tudi ukvarjam. Jaz sem tukaj vedno želeh pa rečem, ljubčka moja, jaz se to razumem, vendar brez intimnosti in tega, da si vzameta čas en za drugega, ne more biti zdravega partnerskega odnosa, kajti sicer smo pač kaj, stanovalci. Potem smo cimri, kar pomeni enostavno nekega tega vizivnega tkiva. Jaz imam za ponazoritev, kaj je lepilo, imam prav uho lepilo, ta hitro lepilo, to je naša intimnost. Tukaj se predamo telesno, ne samo verbalno, ampak tudi fizično eden drugemu. In mojih parov pač nekako zahtevam oziroma jim povem, dajte skozi dan imeti predigro. To pomeni, da se en drugega dajeta različne inpute, se pravi pozornosti, ki zvečer vodita k temu, da si želite en drugega. To je ena stvar. Druga stvar, ja, velike obveznosti, ki jih imamo ženske še vedno. Verjetno spet malce več kot naši moški. Spet porazdelite si delo. Naredite si zdrave, kvalitetne časovnice, kdaj kdo kaj dela. Pri tem se vključujejo otroke. In vsak dan si vzemita, jaz to dajem recept, pol ure na dan posvečenega časa samo za vaju. S tem se povezujeta in s tem začneta spet gojiti željo eden po drugem tudi na tem spolnem področju. Ker res
Nikjer ne piše, da tistega prvega poleta, 1 leto, ko smo zaljubljeni, si želimo en drugega tudi v spolnosti, zakaj ne bi to tudi nadaljevali, kar seveda, jasno, s časom rahlo zamre in je treba na novo zbuditi in začeti zalivati z eno našo pripadnostjo, pozornostjo in časom. In seveda, moški težko razumejo, če so čez dan bili tečni do nas žensk, da se bomo ženske zvečer želeli ljubiti z njimi. Dostikrat slišim Milito, valjda ne bom zdaj se z njim seksala, če je cel dan bil zoporen, pa kar naprej mi je ene opombe dajo, pa me kritiziral, zakaj bi jaz z njim, ne bom mu dala. Moški pa tega ne razumejo, ker pač oni drugače gledajo na ta koncept, kar tudi pišem v knjigi. Ona se želi ljubiti z mano, je enako, ona me ima rada. Pa njih je ta računica in tu moškim, ki rečem, se režijo, pa reče, se v bistvu res, ja. Je dosti bolj enostavna kot pri nas in moje moške v svetovalnici, ko pridete, jih moram pač to enostavno povedati, naučiti in oni to razumejo. Aha, se pravi, malo manj, da tečnarim, pa jo malo manj kritiziram. Ja, ljuba duša, seveda, si govorimo o kvaliteti partnerskega odnosa in z veseljem se bo ljubila s tabo, zjutraj, zvečer, čez dan. Jaz rečem, pet v kopalnico, pa otroke pustil na pol ure na miru in tako naprej. Vedno se da, če se hoče. To me pač žal nobena mora prepričati, da ne. No, naše vprašanje, ne vem, ali od moškega ali od ženske, pa vseeno namiguje, da mogoče ni tako vedno, namreč tako govori. Kako najti popolno intimo v partnerstvu, ki traja 22 let? Če partnerja želita ostati skupaj in se spoštujeta, odlično funkcionirata, le intimnost je zaradi mnogih dogodkov in bolezni zbledela. Oba se tega zavedata in se želita ponovno zbližati, vendar ni tako enostavno. Ni, ja. Hvala, to je odlično vprašanje, pa tudi na začetku je bil začetek stavka, želita popolno intimnost, a je tako? Ponovno. Ponovno. Zaradi tega, ko sem zastrigla z ušesi, sem rekla, ne, popolne intimnosti ne vem, če obstaja. Na ponovno, seveda, veliko faktorjev, ki na to vplivajo, verjetno tudi obisk pri zdravniku, mora biti s kakšnimi medicinskimi pripomočki, se da marsikaj rešiti, ne bom pa rekla, da vse. No, nekdo nas sprašuje, kaj vi menite, torej kaj ti meniš o spolnih fantazijah? Odlično, morajo biti. Kaj z njimi narobe? Nič. Zakaj jih ne bi imeli? To je naša intima, to je nekaj, kar mi v sebi naprimer doživljamo oziroma fantaziramo in jaz menim, da dokler ostajamo vseeno skozi neko časovnico na realnih tleh in se ne prepustimo v veliki meri fantazijam, da zgubimo stik z realnostjo in z realnimi odnosi, s tem ni popolnoma nič narobe. Odlično. In še eno vprašanje imava vezano na intimnost. Odlično. Kakšna je povezava z bolečim spolnim odnosom in duševnim zdravjem pri ženski? Je lahko razlog v nekem globjem duševnem neravnovesju? Ali je bolečina lahko pogosteje prisotna predvsem zaradi trenutne nesproščenosti? Ja, to je vse skupaj povezano. Marsikdaj bolečina pri ženski, pri spolnem odnosu je dejansko odraz tega, da nekje podzavestno mora biti ne sprejema svojega moškega, se pravi, ko penetrira v njo, ga zavrača, kar seveda povzroča pri njej bolečino. S tem se seveda odmika od tega, da bi prihajalo do spolnega odnosa. Se pravi, spet govoriva o kvaliteti partnerskega odnosa. Na drugi strani, mava, se pravi, kako se ona dva povezujeta, kako ste iskrena, kako komunicirate, kako si naklanjate, si dajeta naklonjenost, pozornost, izražate ljubezen, ali se ona počuti v teh trenutkih neslišano, neljubljeno, zavrženo. In seveda na eni podzavestni ravni ima seveda svoje obrambe in to je v veliki meri dostikrat povezano. Tudi sem brala določene raziskave, ko imamo ženske vnetja, bodi si mehurja, bodi si nožnice, je to dostikrat povezano pravzaprav tudi s tem, da na eni naši tihi odzadji, podzavestni ravni nekako delamo blokade. Se pravi, spet bi tukaj pozvala k temu, da naj ste iskrena, naj pregledate, naj naredite inventuro partnerskega odnosa, ker namreč to je vse povezano.
In nadaljujeva za naslednjim vprašanjem, kako pa ohranjati partnerstvo potem, ko pridejo otroci, torej kako biti dober starš in hkrati dober partner. In potem je še eno zanimivo podvprašanje, ali so partnerji brez otrok srečnejši. To ne vem, to ne morem komentirati, ker ne bi vedela, ker vsak ima neko svoje videnje tega, ali smo bolj srečni, ko nimamo otrok ali ko jih imamo. To je, jaz mislim, stvar individualnega prepričanja. Glede oblikovanja partnerskega odnosa po rojstvu otrok, ja, pravzaprav ga je treba na nove temelje postavljati. Prej smo bili dvojini, pride otrok, smo trojina oziroma trikotnik, množina, no, da se pravilno izrazim. In jaz dostikrat opozorim moje pare, ko so noseči, ljubčka, takole pa takole se bo dogajalo. Pozornost bo na dojenčku, vse lepo in prav. Ženske, jaz sem vsezadnje tudi mama, ko rodimo, imamo vseeno malce drugače potem tistih prvih nekaj mesecev postavljene prioritete. Zelo cenimo, ko nam naši moški, se pravi novopečeni očkoti, pomagajo, ampak imamo bolj fokus na tole našo majhno štručko žabico. Kasneje pa pozovem oba, da z neko strpnostjo, razumevanjem in da si vzameta čas. Na novo začenjata sebe videti in graditi njunim partnerski odnos. No in se mi moji pari, naprimer noseči, še malce smejo, ja, Melita, v redu je. Ja, razume, v redu je. In seveda prijeta čez poleta s štručko, kar je meni vedno veselje, k meni v svetovalnico in rečejo, ja, v redu, no, dajmo zdaj delati partnerski odnos. In to mi všeč, da ozaveščamo, da se zavedamo, nekaj se je podrlo, dajmo zdaj mi tole na nove temelje postaviti na zdrave. Srečemo, ni fajn priložnost, zdaj imamo žabico majhno, dajmo zdaj še na nove temelje vajno pripadnost, intimnost, komunikacijo postaviti, to, da si vzamete čas, ker namreč seveda oba sta izčrpana, predvsem mamica. In to so dejstva. Ampak vseeno ne zavračati in ne vedno znova reči, ne morem sem utrujena. Razumem, ampak prosim, 20 minut na dan, pol ure na dan, samo za mene kot žensko, ki sem postala tudi mamica, se mi zdi, da ne bi smelo biti odveč. No, ampak vprašanje pa vseeno je, prosim za nasvet za usklajevanje službe in družine, oziroma to mi še nekako gre, ni pa časa zame. In zakaj ne? Bom jaz vedno vprašala. Vedno, dan ima 24 ur, to ga imamo mi vsi. Noben od nas nima 48 ur v dnevu, imamo vsi 24 in z dogovori s partnerjem, s družino, kako si porazdelimo obveznosti dela. Seveda v službi smo toliko in toliko ur spimo, vse ostalo si lahko razporejamo in tukaj ni hudič, da se ne vzamemo pol eno uro, enkrat na teden, dvakrat na teden tudi za sebe. Meni nihče ne more reči, da se ne moremo vzeti. Sicer me to mnoge moje stranke, bom iskreno povedala, prepričujejo, pa rečem, okej, dajmo pisati, okej, kdaj se zbudimo, toliko smo v službi, tole je to, tole je to. No, če tole takole spremenimo, otroci pomijajo posodo, perilo zložijo, posesajo, evo ta čas, greš lahko na svojo jogo. No, pa greva kar odpreti zdaj knjigo, ki rečeš ti iskreno o vzgoji in najstnikih. Tole, ja. Tako. In tukaj bomo pogledali. Dajva. Več različnih vprašanj imamo, večinoma so vsi vezani na najstnike, ampak prvo je pa še malo vezano na otroke. Torej, kdaj biti do otroka, ki napravi nezaželeno dejanje, razumevajoč, in kdaj izreči brezpogojni ne? Odvisno od situacije in kaj so tiste vrednote in stališča, ki jih v neki družini želimo privzgojiti našemu otroku. Meni je lahko nek ne, gre za ne za neko stvar, kar mogoče tebe ali nekomu drugemu, Melita, da nekaj ne pretiravaj. Se pravi, tisto, kar je pomembno, je, kaj želimo otroku kot popotnico dati, se pravi, kaj mu neke meje dati in razložiti. Jaz sem vedno tukaj pristaš, jaz temu rečem po angleško tough love mama, ker sem nekako tudi tako vzgajala svojo hči, z veliko neskončne količine starševske ljubezni, razumevanja, strpnosti, obenem pa tudi določenih mej, kjer nekako moramo tudi naše otroke naučiti, da ne more biti točno vsaka njihova želja ta trenutek, to sekundo izpolnjena. Tako da to je spet dogovor staršev, kaj želita, da bo njun otrok
ko bo odrasel, kakšno osebnostno strukturo bo lahko razvil skozi to, kak starševski oziroma vzgojni princip bosta do njega uporabljala. Tako da tukaj teh vzgojnih strategij je eno morje. Jaz sem pač nekako bolj opisovala neko to sočutno vzgojo za mejami. Ampak poglejmo, kaj piše ena izmed naših poslušalk. Torej, razumem vse razvojne potrebe najstnikov, ne morem pa razumeti njenega očeta, ki daje vse stransko potuho. Vem, da ne more iz svoje kože in tudi zavestno ve, da se z njegovim ravnanjem nikakor nikoli ne bom strinjala. Ti govoriš o dogovoru, to je primer, ker ga ni. Gospod, zanima tvoje mnenje. Zdaj tukaj je spet vprašanje, ali sta skupaj ali sta ločena, ker običajno, ko pride do ločitve, dejansko eden od staršev pogosto, in te zgodbe slišim, kot na nek način podkupuje otroka in mu dejansko vse dovoli, bodi si slabe vesti, bodi iz tega, da nagaja drugemu partnerju, češ no, si ti ne boš, ti ne moreš, no bom pa jaz tukaj za otroka. Dajva narediti tu primer, Ja. kot da so še zmeraj skupaj, kajti potem je pa eno vprašanje, kjer niso več. V redu. Se pravi, rečemo, da so tukaj še vedno skupaj, to pomeni, da njun partnerski odnos tudi škripa, ker namreč, če urejen partnerski odnos in ona dva imata dogovore, dajva midva čim bolj enovito vzgajati najino hči, mislim, da je hči, potem ne bo prišlo do soliranja na področju vzgoje, ker namreč eden od pomembnih elementov zdravega partnerskega odnosa je tudi tako imenovano minsko polje vzgoje. Če nimamo razrešenih partnerskih zadev, če si ne pogovarjamo, če nimamo partnerskih dogovorov, evo, tako pa tako želiva vzgajati najinega otroka in se ta dogovor obstaja in oba enovito vzgajata, je to v redu. Tukaj prihaja zagotovo, če bi se poglobili v problematiko partnerskega odnosa, kjer seveda v tem primeru gospod, z tem, da svoji hčerki nekako jo preveč razvaja in je vse omogoča, dejansko odzadaj ruši partnerski odnos in medsebojno partnersko zaupanje. To je samo površina. Zaradi tega sem tudi izdala prvo partnerstvo na to vzgojo, ker je to medsebojno zelo povezano. Ja, absolutno. Ampak tu pa imamo zdaj še en primer, kjer pravzaprav partnerstva ni več. Torej, kako ustvariti zdrav odnos z bivšim partnerjem, ter kako vzgajati najstnike v ločenih družinah, če zdravega odnosa ni in ga zaradi starih razmer, ega in jeze z njegove strani nikoli ne bo. In kaj lahko naredim jaz, pravi gospa, da bodo imeli otroci kasneje v življenju zdrave odnose? Ja, zdaj, tukaj v tem vprašanju pravzaprav tudi opažam, kaj bi bilo pač nekako najboljše oziroma perfektno. Neke perfekcije v odnosih ni. Dajmo to zdaj razčistiti. Smo samo nekako dovolj dobri, biti perfektni, biti idealni ne obstaja, nemogoče. Se pravi, glede na to, da se veliko ukvarjam pri svojem dejansko delu z istimi, tako rekoč, vprašanji, tukaj vedno rečem, dajte vse od sebe, ko otrok je oziroma najstnik pri vas doma, probajte mu privzgojiti, kolikor seveda najstniki še slišijo in razumejo, dokler še niso se spremenili v naše, temu jaz rečem, ljubkovalno zombije, da se zavedajo v enem domu, se pravi pri meni kot pri mami, so pravila takšna, to od tebe pričakujem, zahtevam. Kako je pri očetu? Žali Bog nimamo več velikega vpliva, sploh če, na primer, bivši partner z nami ne želi komunicirati, kar se res velikokrat dogaja spričo, tako kot je povedala oziroma napisala gospa. Ne glede na to, jaz vedno tukaj pozivam, se pravi bivša partnerja, ki sta starša in oblikujeta koncept, recimo, upam, da 2 domov, in želita svojemu otroku dobro. Jaz vedno vprašam, ali vidva želita enemu najstniku dobro ali slabo? Pa me seveda debelo gledajo, ja, dobro, okej. To pomeni, da je izjemno pomembno, da damo naše bolečino, naše nerazdeljene partnerske probleme, ki jih nismo znali rešiti v času trajanja partnerske zveze, zato smo nenazadnje šli tudi na stran. In imamo v vidu, kaj je dobro, kaj je zdravo za našega otroka. Če to zmoremo, kar eni ja, eni pa ne, bodiva čisto realni,
je potem tukaj neko možno polje medsebojne zdrave komunikacije obeh odraslih oseb, pa rečemo, da sta zreli in želita svojemu otroku in najstniku dobro, da sta sposobna približno enovite vzgojne strategije v enem in drugem domu, kar je pač nekako moja pobožna želja. Nekateri starši me slišijo in to se trudijo, tudi pridejo ločeni že k meni, pa rečejo, da Melita, naučenaju, kako naj zdaj komunicirava, kako naj dava te najine zamere, ki se sploh ne tičejo otrok pravzaprav na stran, in kako naj zdaj nekako skrbiva za otroke vsak v svojem domu, mora biti tudi v okviru sestavljenih družin, ko pač ločen oče dobi novo partnerko ali mami novega partnerja. Tako da tukaj je teh izzivov in vprašanj veliko. Ko si omenila ločeni dom, sem se pa spomnila, da je na Švedskem, ko pride do ločitve, otroci ostanejo v istem domu in se potem starša selita. Za en teden eden, za en teden drugi, ali celo za 2-3 dni eden, za 2-3 dni drugi. Ali slučajno vemo kakšne podatke, kako ta razlika v dojemanju otrok vpliva na otroke in na odnose? Ne vem, ker tukaj nekih raziskav pri nas še ni bilo narejenih, oziroma jaz sem slišala za ta koncept, nekateri starši tudi poskušajo na podoben način, da se selijo. Otroci ostanejo v ta istem okolju. Jaz sama bom zdaj groba, nisem ravno pristaš tega, ker s tem poda. Otroke ne pripravljamo na krutost življenja, v katerega bojo vrženi, ko bojo odrasli. Pod B, ne more biti vse tako, kot bi otroci radi. Meni je bolj pomembno kot samo bivališče, kakšni so odnosi med njihovimi starši oziroma med bivšimi partnerji. To mi je mnogo bolj pomemben vidik tudi z tega načina, da s tem, ko se zmoreta ločena partnerja kot starša približno kvalitetno dogovarjati, dajete mnogo večji vzgled otrokom, kot pa to, da se umikate en drugemu, otroci so pa tam. Namreč, kako pa naj na tak način tudi novi, nekako oblikujejo neka nova partnerstva, zakaj pa ne, ko pride do ločitve in ko si nekako iščemo spet mogoče novo zvezo. In potem smo nekako, jaz sem zelo direktna in brutalna, smo sužnji otrok in tistega nekega prostora, namesto da tudi mi smo upravičeni, da si oblikujemo tudi neko novo srečno, novo partnerstvo na vse zadnje. In otroci so tako tudi na en način naučeni in primorani se soočati tudi s tem, da ni vse v življenju tako, kot bi oni želeli, kajti življenje ni takšno. In poglejmo zdaj naslednje vprašanje, ki malce govori o tem, namreč ti otroci prihajajo v obdobje pubertete. Dobro. In z njimi želi Daniela ohraniti zdrav, pošten odnos. Super. Ugotavlja pa, da ponavadi ne zaleže ne lepa beseda, pa tudi visoki toni ne. Odzivajo se nazaj, da sem zatežena. Po drugi strani pa znajo biti zelo pozorni in čustveni, kot bi imeli dve osebnosti. Kako naj se odzovem, kaj naj storim drugače, da bomo vsi zadovoljni? Oziroma, ali imam prevelika pričakovanja, se sprašuje. Ne, super vprašanje. Ne, pričakovanja so takšna, kot so. Dejansko, ko otroci pridejo v puberteto, jaz temu dejansko rečem, en del možgančkov neha delati. Center za sočutje, kar je pač znanstveno dokazano, rahlo okrnjeno deluje. Naših sporočil dejansko ne slišijo tako, kot bi jih mi želeli plasirati. Marsikateri starši, ko so bili poprej otroci, rečejo pridni, ubogljivi, sočutni, pridejo v močen šok, ko tako rekoč čez noč otroci postanejo pubertetniki in se začnejo upirati. In jaz vedno rečem, a smo pozabili, kakšni smo mi bili v puberteti, tudi smo nekako se vsak na svoj način upira starševski avtoriteti in to je normalno obdobje tega, da iščejo svoj prostor pod soncem in valjda mi ta stari pol smo vedno neki tečni, pa preveč hočemo, preveč zahtevamo. Jaz vam tukaj pač ne da recept, ampak veliko tega je napisano v tej moji knjigi Iskrena o vzgoji najstnikih. Dejansko, včasih je otroke treba malce preslišati, ne iti za vsako njihovo pripombo v boj, ki jo bomo vedno znova izgubili. Ampak dajmo narediti neke družinske dogovore, kjer se točno ve,
kakšna so pravila vedenja. Jaz pristajam na to, da se nekako držimo tudi doma bontona. Se pravi, pravila vedenja, kaj je dovoljeno, kaj pač v tej družini ne dovolimo in ne toleriramo. In to se razlaga vedno znova na približno pol leta našim najstnikom, ki starejši kot so, sploh tam 15-16 leto, kar nekako oglušijo, nič ne vidijo, nič ne vejo. Pa ne, da oni ne bi hoteli, ne, da jih zagovarjam, ampak oni dejansko včasih kakšnih stvari ne vidijo in dejansko ne slišijo. Možgani so jim začeli drugače delati, pripravljeni so od pete do glave z hormoni, s tem, ki je kakšno simpatijo videl ali pa videla, kako je kaj bilo z vrstniki, seveda ta vrstniški pritisk je močen, plus i socialni mediji in tako naprej. Tako da tukaj jaz vedno predlagam tudi staršem, dajte imeti enkrat na 2 meseca, jaz temu rečem, jaz sem imela, šola za življenje, se zberemo in imamo dejansko nek sestanek družinski, kjer se ukvarjamo s tem, kaj je bilo, kaj so bili nekako vzroki, da je prihajalo do nekih nesporazumov, do konfliktov, kako se lahko temu bodoče izognemo tako, da predelamo vzroke, se pravi z nekim spet kaj komuniciranjem. Tukaj smo nekako vzor, s strpnostjo, s potrpežljivostjo, pa tudi z mejami. Vseeno smo mi še vedno kot starši ta glavni. Niso naši najstniki, čeprav hoče biti normalno, seveda. Tukaj podobno vprašanje je in me zanima, kaj boš potem odgovorila. Namreč, kako spodbuditi sodelovanje in izražanje čustev pri že skoraj najstniških oziroma najstniških otrocih, kajti gospa ali gospod bi rada namesto prepiranja raje videla pogovor. Ti predlagaš, sedimo se vsaka 2 meseca, kako jih pa spraviti za to mizo? Da ne začnemo že tega s prepirom. Ja, sej, ja. S tem, da dejansko otroci nam začnejo zaupati, da jim nočemo sam težiti, pa nabijati, pa kritizirati, ker jaz, ko delam z najstniki, jaz običajno slišim, Melita, veš, jaz sploh ne vem, zakaj sem na tem svetu, ker namreč, kar naredim, je narobe. Vse, kar moji starši vidijo, me samo kritizirajo, pa tudi, če Melita, jaz sem se potrudil, pa sem poistila po spravu, pač enkrat v stoletjih, ampak ne, oni vidijo, jaz sem le, kako si nemarno poistila po spravu in jaz si mislim, pa čak, jaz sem se ful potrudil, da sem to poslal, zdaj poslal. Se pravi, mi odrasli, dostikrat samo skozi to, da se naši najstniki upirajo oziroma imajo že neko svoje videnje, kako bojo kaj naredili, mi prehitro živimo in sploh ne vidimo teh njihovih sporočil, gledamo čez svoje vatle in dejansko samo kritiziramo in samo nekaj od njih zahtevamo. Kaj pa, ko se mi usedemo, pa rečemo srce, jaz vem, da je tole zdaj vse na glavo, a mi lahko zaupaš, da se lahko zdaj na miru pogovorimo. Jaz ne rečem, da to vedno deluje, ker je seveda vse odvisno tudi od tega, kako je skozi primarno socializacijo, se pravi do 6. leta starosti, potekala komunikacija in medsebojno zaupanje in povezovanje otroka s staršem. Tako da ni vse samo, kako ko naši otroci postanejo najstniki. Veliko je v zgodovini samega odnosa staršev do otrok. In če imamo primer otroka, ki je torej, se smatra kot priden otrok, priden v šoli, priden na treningih, vljuden, prijazen in potem se čez noč spremeni. Tako. Ali obstaja upanje, da se bo spremenil nazaj, ali je v bistvu lahko samo čakamo in ne vemo, kaj bi naredili? Ja. Ne, seveda. Kako smo jih nekako v teh prvih 6 letih jim usadili, neke naše želje, zahteve, meje, kaj je prav in kaj je narobe. To seveda malce pozabi v obdobju pubertete, vendar se začenja to spet na novo prebujati in graditi proti koncu adolescence, se pravi tam nekako od 18. 19. leta naprej. No in takrat dobimo naše že odrasle otroke počasi nazaj. Mislim, jaz to lahko potrdim, ker sem šla čez vse te faze in nekako potem, ko otroci, odrasli sedaj otroci, pridejo pa rečejo, mami, če si moja, vse v redu. Vidimo, da se počasi začenjali spet se prebujati v tisto, kar smo mi mislili skozi vse te faze uporov, kreganja, negodovanja naših najstnikov do nas, da to pač nikoli ne bo možno, počakati je treba, pri tem sodelovati z najstnikom, ga poslišati, ga kdaj probati objeti, če dovoli, seveda, bodiva realni, biti iskreni do njih, še vedno za mejami, na en tak ljubeč način izkazovati srce, jaz sem tukaj. Razumem, da ti je težko, jaz sem tukaj,
Sem ti v podporo, oporo, razloži mi, kaj se ti dogaja. Tukaj so potem spet zametki, kaj zdrave komunikacije, iskrenosti, medsebojnega zaupanja. No, upanje obstaja za vse starše najstnikov. Ja. Mi, da bomo pa čisto na koncu odprli samo še 2 knjigci tvojih za 2 vprašanjima. Najprej še pogledava iskreno o družinskih odnosih. Tale? Tukaj zdaj namreč sprašujejo, če lahko poveš kaj več o postavitvi zdravih meja babicam in dedkom, ki solijo v narekovajih pamet mamam in očetom, in kako prenesti njihovo maščevanje, ko kaj ni po njihovo. Po njihovo. Te zgodbe je veliko in tudi so opisane v knjigi. Pod prvo je pomembno, da sama 2 partnerja oziroma starša dosežeta dogovor, kaj dovolita svojim staršem, se pravi starim staršem, kaj pa ne. Tukaj pri tem je zelo pomembno, da skupaj držita. Dostikrat se dogaja, da pravzaprav, dostikrat bom rekla, babice in dedki kar nekako na en način ugrabijo svoje vnuke in želijo skozi njih, ne, zaveste način podaljševati lastno neko energijo oziroma neko mladost. Tukaj je zelo pomembno, da smo do naših starih staršev sočutni, vendar zelo odločni. Brez slabe vesti, kajti tukaj gre za našo družino, tukaj gre za naše otroke. Se pravi, spet postavimo neke pravila, za katera pač prosimo naše stare starše, da se jih držijo, ker bi želeli, da tako otroci, tako kot mi odrasli, njihovi starši, se pravi teh babic in dedkov, da lahko živimo v enem sožitju in enem razumevanju, kajti preveliko je zgodb, ko prihaja do teh medgeneracijskih zelo močnih konfliktov, kreganj, incidentov, ki dejansko sporočajo otroku, da to pač je vse razen zdrav partnerski odnos. In tukaj zopet na sekundarni ravni otrok vidi medgeneracijsko kreganje, konflikte, zamere, jezo in spet ne ve, kaj je prav in kaj ni. In tukaj je potrebno dejansko eno jasno ločnico dati. Midva sva starša teh otrok, midva za najine otroke želiva to. Jaz tukaj dostikrat slišim, jaz rečem, hči je alergična na jajca, ta mal ne sme cukra, ker je hiperaktiven, ne, dobijo valjda oba piškote od babice, ker babica in njen jezik ljubezni dejansko cukri, ki jih bo dala svojim vnukom. In se ne da dopovedati, da to škodljivo otrokom in za njihovo zdravje in alergična sta in podobno. In kaj naredimo? Postavimo meje z vsem dolžnim spoštovanjem. Ampak to diši že malo po izsiljevanju? Kako? To diši že po izsiljevanju? Ne, to so samo meje, to se da, to se zakoliči, tole ne dovolim, ni zdravo za otroke, prosim, ne počni več tega. Jutri je svetovni dan medčloveške solidarnosti in z Melito Kuharjevo sva govorili iskreno o odnosih, o partnerstvu, o starševstvu, o vzgoji. Daj v zadnje vprašanje postaviti še iskreno o osebni rasti. Velja. Torej, kako imeti zdrav odnos do sebe in do sedanjega trenutka? Ja, tako da se zavedamo, kaj želimo, če se nočemo, kaj nam je pomembno, kako vstopamo v odnose, kdo smo mi v resnici kot neke avtentični posamezniki, kaj je tisto, kar nas identificira, kako želimo sami sebe predstaviti drugim. Vse to so tisti delčki našega osebnega razvoja, ki pa običajno se začnemo jih zavedati, ko se nam zgodijo neke travmatične spremembe ali dogodki v življenju. Običajno, če smo mi v coni udobja, kar nekako noter ždimo, čeprav ni ravno nam prijetno in ni udobno, ampak je poznano. In žali Bog smo tako narejeni, da bolečino oziroma nek neljub dogodek nas nekako porine iz te cone udobja, da začnemo dejansko delati na sebi in tem osebnem razvojem postajati nekako bolj, jaz temu rečem po domače, originalni. Ampak tukaj potem sprašuje naš poslušalec ali poslušalka, ali obstajajo kakšne konkretne, določene tehnike ali dejavnosti, da bi si lahko raziskali, kdo sem, zakaj sem tukaj, kaj je moje poslanstvo. Ali imamo kaj konkretnega, kako bi jim lahko odgovorili?
Pa teh tehnik je verjetno veliko. Jaz sama prisegam na to, da se tukaj in sedaj pogovarjamo, kaj želimo, kdo smo, česa nočemo več. Pogledamo, kaj smo nekako pridobili znotraj naše primarne družine in dejansko, kaj nas je opredelilo oziroma definiralo v življenju in v odnosih, kar ne želimo več ponavljati. Takole na prvo žogo, kaj bi delovalo, za vsakega nekaj drugega. Mi smo vsi različni individuumi. Jaz ne maram nekih predalčkov in nekih črno-belih form in formulacij, zato mi je toliko bolj pomembno. Vsak od nas je posameznik, je individuum, vsak od nas ima eno posebno željo, mora biti nekaj spremeniti na sebi, ampak mora biti notranja motivacija toliko močna. In tukaj ni, kar je za gospoda ali za gospo, pije vodo, mogoče za tebe ne, mogoče za mene ja, za nekoga drugega ne. Tako da bodimo originalni. Ja, raziskovanje je verjetno najboljša pot. Življenje je pravzaprav džungla, nimamo zemljevidov, imamo cel kup kažih potov, vendar šele, ko stopimo na katerega od njih, lahko ugotovimo, ali tista pot ustreza nam in našim sopotnikom ali ne. Pomagamo si lahko tudi s svetovalnico, pomagamo si lahko s knjigami, pomagamo si lahko s predavanji pozitivne psihologije. In če bo zdaj še kakšno vprašanje, bo Melita po zaključku odgovarjala nanj. Tako je. Najlepša hvala.